Vlaganje v vzajemne sklade je eden najbolj uveljavljenih načinov plemenitenja premoženja. Je tudi bolj dostopno, saj skladi omogočajo naložbe že z relativno majhnimi zneski. Za upravljanje skrbijo izkušeni in strokovno usposobljeni upravljavci, ki budno spremljajo dogajanje na trgu in tudi prilagajajo naložbe z namenom doseči lepe donose. Skladi so likvidna naložba, torej so nam sredstva vedno na voljo. Varčevanje v skladih je preprosto ter dostopno širokemu krogu ljudi, gre za enostavno in razumljivo investiranje. Varčevanje v Triglav skladih je dobra izbira za tiste, ki iščejo zanesljivega partnerja za svojo naložbeno strategijo. Že preko 110 tisoč vlagateljev v družbi Triglav skladi zaupa več kot 2 milijardi svojih sredstev in mi ta sredstva uspešno plemenitimo več kot 30 let. Vlaganje v vzajemne sklade je primerno za praktično vsakogar. Bodisi tiste, ki želijo z manjšimi mesečnimi vložki tudi že od 30 evrov dalje prihraniti za nek dolgoročen cilj ali pa za nekoga, ki že ima prihranjen določen znesek in ga želijo plemenititi oziroma zaščititi pred inflacijo, ki nekakor ne moremo ubežati. Velikokrat odločitev vlagatelja temelji na strahu in pohlepu. Vlagatelji kupujejo visoko, v trendu rasti, prodajajo pa nizko, kadar se na trgu zgodi nihaj. Ena izmed napak je denimo prodaja svojih naložb zaradi nihaja oziroma tako imenovane korekcije na trgu. Takrat lahko vlagatelj realizira izgubo, saj se ne zaveda, da so nihanja na trgih povsem običajen in tudi pričakovan pojav. Napaka bi bila lahko tudi denimo prekomerna izpostavljenost eni vrsti naložb ali enemu sektorju, eni regiji, torej prenizka razpršenost, morda tudi premalo ali preveč tvegane naložbe, vlaganje brez načrtovanja in ciljev. Kako se tem napakom izogniti? Najbolj enostaven odgovor bi bil, da je vsekakor vedno dobro se pogovoriti s finančnim strokovnjakom. Velikokrat denimo vlagatelji menijo, da so zgodovinski donosi zrcalo prihodnosti, ki jo je res nemogoče napovedati. Včasih tudi naletim na odgovor, da so vsi skladi visoko tvegana in visoko špekulativna naložba, kar seveda ne drži. V resnici obstajajo različne vrste skladov z različnimi strategijami in stopnjami tveganja. Včasih pa vlagatelji menijo tudi nasprotno, in sicer, da se z investiranjem v sklade ne da doseči donosa, pač pa izgubo. Tečajnica vzajemnih skladov seveda kaže drugače. Seveda se morajo vlagatelji tudi zavedati, da je precej slabše, če sredstev ne investiramo, saj nam inflacija povzroča največjo izgubo. Najboljši nasvet je, da je z vlaganjem potrebno pričeti čim prej. Svetujemo, da se izobrazite v osnovah vlaganja, določite jasne cilje, razpršite naložbe in se držite dolgoročne perspektive ter bodite potrpežljivi. Izogibajte se impulzivnim odločitvam in črednemu obnašanju ter se posvetujte s finančnimi strokovnjaki. Z upoštevanjem teh nasvetov se lahko novi vlagatelji izognete pogostim začetniškim napakam in si zagotovite odlične pogoje za uspešno dolgoročno vlaganje v vzajemne sklade.